Lepo pozdravljeni. Vlada je danes področja zdravstva sprejela 3 pomembne zadeve. Eno je resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja za obdobje 2018-2028, skupaj z 2-letnim akcijskim načrtom do leta 2020. In lahko rečemo, da smo končno v Sloveniji po 10 letih dobili nek strateški dokument o duševnem zdravju, ki vključuje vse pomembne elemente, ki so potrebni za obvladovanje te bolezni. Tako od preventivnih aktivnosti do skupnostnega načina obravnava ljudi z duševnim zdravjem, kot tudi seveda posledično z samim zdravniškim zdravljenjem. Ta resolucija bo vzpostavila mrežo vseh teh aktivnosti in pa služb. Predvideni so za ustanovitev tudi 25 regijskih centrov. Najprej bomo začeli s 3 centri, predvsem za otroke in mladostnike, ker vemo, da so tukaj čakalne dobe zelo dolge, praktično 1 leto, in s tem dejansko prihaja do kršitev pravic otrok in ljudi s hudimi težavami v duševnem zdravju. Naj povem, da so v resoluciji določeni konkretni strateški, kot tudi specifični cilji. Eden od pomembnejših je tudi zmanjšanje samomorilnosti. Ne vem, če veste, da smo v Sloveniji na 3. mestu po samomorilnosti starejših oseb nad 65 letom, in to v svetu. Nažalost, moški 5-krat več kot ženske nad to starostjo. Zaradi tega je eden od teh ciljev seveda preprečiti in zmanjšati tudi to. Predvidena so seveda tako tudi finančna sredstva po letih na Ministrstvu za zdravje, kot tudi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Mi namreč damo v Sloveniji vsako leto 64 milijonov evrov iz zdravstvene blagajne, in to samo za bolnišnično zdravljenje. Zdaj pa bomo namenili tudi pomembna sredstva v preventivo, kajti študije kažejo, da to so študije Kanade 40 let, da en vložen kanadski dolar se je pokazal, da s preventivo že v zgodnjih otroških letih pomeni, da se ta dolar povrne 12,5-kratno. Tudi pri bolniških staležih so ta obolenja na 3. mestu, pa prav tako na 3. mestu tudi pri prezgodnjem invalidsko-pokojninskem upokojevanju. Tako da moram reči, da smo ponosni na ta dokument. Bil je široko usklajevan in je praktično v celoti z vsemi skupinami tudi usklajen. Toliko bi rekla o tej resoluciji. Prav tako je vlada sprejela tudi poročilo o posebnem vladnem projektu za skrajševanje čakalnih dob in povečanje kakovosti v zdravstvu. Veste, da je bil to eden od elementov sporazuma z sindikalno stranjo zdravnikov. Gradivo je zelo obširno in detaljno, ker je bilo potrebno pač po posameznem zdravniku oziroma timu spremljati, koliko je narejenega, tako količinsko kot kakovostno. Povedala bi samo še to, da je prvo polletje pokazalo, da je ta projekt doprinesel skrajševanju čakalnih dob skozi čakalne sezname, kajti te seznami so se v 1. mesecu, kjer se je skrajšala čakalna doba, jih je bilo nekaj čez 1000,
ob koncu 6 mesecev se je praktično več kot podvojilo, mislim, da je bilo okrog 2400 čakalnih seznamov, kjer se je na ta način skrajševala čakalna doba. Mogoče še je zanimiv, koliko odstotek zdravnikov je dobil, in sicer na primarnem nivoju je bilo to 23% zdravnikov dobilo ta variabilni del, na bolnišničnem in terciarnem nivoju pa 9%. In od skupaj rezerviranih 18 milijonov za vse time, tudi za medicinske sestre, ostale zdravstvene delavce in sodelavce je bilo potem po teh merilih in kriterijih izplačanih 2 milijona 700 in še nekaj evrov. Povprečju je primarna raven dobila v prvem kvartalu 468 evrov, v drugem kvartalu 449 evrov, sekundarna pa v prvem kvartalu 418 in v drugem 435. Tako da bomo s tem projektom nadaljevali oziroma že nadaljujemo. Kot veste, je bil to enoletni projekt. Ko bo v celoti zaključen, ga bomo seveda podrobno analizirali, ugotovili vse dobre strani. Treba je povedati, da je to se prvič zgodilo v zgodovini Slovenije, da smo na ta način merili in nagrajevali rezultate v zdravstvu, in bo to lahko dobra podlaga tudi za naprej o možnostih variabilnega nagrajevanja. In tretji del, ki je, bi rekla, že nekako stalnica postala, to je pa tako imenovani enkratni dodatni program skrajševanja prekomerno dopustnih čakalnih dob ali EDP 2018. Pristopili smo na enak način kot v predhodnih letih, izdali povpraševanje, pogledali zdravstvenega vidika, katere so te čakalne vrste, pridobili ponudbe glede na kadrovske, opremske kapacitete in seveda sprejeli detaljen pregled. Vreden je 16,6 milijona evrov, od tega bo Ministrstvo za zdravje zagotovilo 10 milijonov, 6,6 milijona pa bo je zagotovljenih iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Pomembno pa je, da smo že danes sprejeli ta program, zaradi tega, da izvajalci takoj pristopijo in začnejo to delati. Toliko na kratko. Hvala ministrici za izčrpano govorjenje dnevnik, potem pokrili. Omenili ste, določili ste že, kako se bodo letos skrajšale čakalne dobe. Koliko je katerih operacij in diagnostičnih posegov in pregledov, in pa še kako boste reševali področja, kjer je glavni problem ne denar, pač pa kadri, naprimer urologija, revmatologija. Zanima me pa še, kako bo splošnim dogovorom, ali kdaj bo sprejet, bo približno istočasno za letošnje leto. Torej, dogovor, lahko rečem, je praktično že več ali manj celoti usklajen in je predviden, da bo sprejet to se pravi danes teden, na naslednji seji vlade. Glede posegov pa naj povem, da bo 584 artroskopskih operacij, da 300 endoprotez kolena, 403 operacije endoprotez kolka, 460 operacij hrbtenice, 584 operacij kil, 328 operacij ožilja, se pravi arterij in ven, potem krčnih žil 213, halus valgus, to je operacija na stopalu 191, operacija ušes, nosu, grla, ust 352, žolčnih kamnov 491, ortopedske operacije rame 274, potem specialističnih ambulantnih posegov na ožilju 170, operacij kile 17, skupaj 4367.
To v nadaljevanju, kar ste vprašali, pa trebno povedati, eno je področje urologije, kjer smo pregledali dejansko način plačevanja, zaradi tega smo se uspeli dogovoriti, da bo zdravstvena blagajna dodatno zagotovila plačilo materijala, ki se pri tem uporablja, zaradi tega, da pač ne bi bili posegi v negativni v minus, tega bo skoraj $500,000 evrov. Pri revmatologiji se pa dogovarjamo podobno, kot je bilo v letu 2015, glede na pomanjkanje revmatologov v Sloveniji, da bomo zagotovili tudi dodatno plačilo materijala, zaradi tega, da se v prvem pregledu opravijo vse preiskave in se takoj postavi diagnoza, in pa znotraj dogovora, da bi dejansko v določenem delu bili revmatologi oproščeni teh, bi rekla, nekako urgentnih ambulant in bi delali te specialistične preglede, ker se je to že izkazalo enkrat za uspešno pri skrajševanju čakalne dobe. Ravno tako je pa treba povedati, da bodo recimo, kot so prvi pregledi računalniške tomografije, magnetne resonance, rentgeni, ultrazvoki, plačani po realizaciji, se pravi, kolikor jih bojo lahko naredili, in tukaj zdaj zavisi tudi od vodstev, da organizirajo delo, tako kot na primer v Izoli, da delajo drage aparature do 9 zvečer. Izvolite, Ja, Suzana Perman-Hoffler, lahko samo še enkrat, mogoče sem spregledala, čist za lažje razumevanje po domače, poveste, za koliko so se zaradi tega vladnega programa zmanjšale čakalne dobe v zdravstvu, in pa imamo vprašanje glede problematike z vodovodom zdaj na kliniki URL. In sicer, koliko bo stala ta sanacija, dejstvo je, da bo potrebna, kdaj boste začeli prenavljati ta vodovodni sistem in ste že, oziroma ali boste kakršnekoli postopke, naprimer ovadbo sprožili proti, vemo, Zidarju oziroma SCT-ju, glede tega, ker vemo, da so bile težave že pri onkologiji, zdaj pa še na... Ja. Bom najprej na zadnje vprašanje, ki je mogoče najbolj aktualno ta moment. Res je, po preiskavah bilo ugotovljeno, da je iz vodovoda na URL pač pritekla voda, ki je vsebovala večjo vsebnost železa, vendar je stroka ugotovila, da ta vsebnost ni škodljiva za zdravje, ker jo telo izloča. To je, mislim, da pomembno sporočilo. Drugo, zahtevala sem nemudoma od pristojnih na URL, da nam poročajo, kako so vzdrževali ta vodovod od takrat, ko je bil dan v uporabo. Mojim sodelavcem na ministrstvu pa sem naročila, da pregledajo projektno dokumentacijo, prevzem, seveda nadzor in tako naprej, kako je bilo to upravljeno, in potem bom na osnovi vseh teh podatkov naprej ukrepala. Tako da ta moment bi bilo preuranjeno, bi rekla, kakorkoli prejudicirati, kakšni bodo naslednji ukrepi. Torej ne veste, kdaj se bo začela prenavljati oziroma koliko bi to stalo? Ne, gledajte, to prvo je treba videti, kakšne cevi so bile vgrajene, je bilo to v skladu s projekti in tako naprej. Pomemben element je pa tukaj tudi vzdrževanje. Ker recimo izkazalo se je, tukaj je bil primer pri Onkološkem inštitutu, če pride do toplotnih obdelav, lahko v določenih primerih pride tudi do takih posledic. Zaradi tega bomo pa seveda to skušali ugotoviti v najkrajšem času in pristopili vsem ukrepom in seveda, če je potrebna sanacija. Ampak dajmo to prvo argumente pa te indikacije, pa bom naprej in vas bom obvestila z veseljem. Kaj je? Ja, gledajte, mi smo, bi rekla, skozi ta imenovani PVP projekt, mi skrajšano pravimo, ko smo začeli v prvem mesecu izvajanja, je bilo ugotovljeno skrajševanje 1094 čakalnih seznamov, teh vrst. Na koncu smo pa beležili skrajševanje
teh na 2394. Tako da so učinki in zdaj, kot veste, velja od, mislim, nedelje nov zakon. To bo, lahko povem, tudi eden od zahtev in bi rekla elementov znotraj sanacijskega programa, da se vodstva zadolži z osebno odgovornostjo, da posebno pozornost posvetijo vodenju seznamov. Hvala, TV Slovenija ima vprašanje. Upam, da nisem prej zgrešila, ste že naštevali. Fizioterapija je vključena v EDP in v kakšnem obsegu? Ja, gledajte, jaz sem zdaj naštevala, bi vam rekla, ta EDP 2018, so pa še nekatere druge zadeve, o te lahko povem naslednji teden, ki so vključene v splošni dogovor. Ja, fizioterapija je ena od teh zadev, ker tudi mi ugotavljamo, da so dolge čakalne dobe. Imeli smo tudi intenziven sestanek s predstavniki fizioterapevtov, uskladili smo skupaj raven včeraj standarde in pa dan bo dodaten denar oziroma program prav za fizioterapijo. In še nekaj drugih programov je, ampak verjemite mi, da zdaj ne bi in verjetno tudi ne vem vseh na pamet, ampak je še neki drugi širitev tam, kjer smo skupaj identificirali, da so zadeve najbolj problematične. Ker morate povedati, moram povedati, da je skupaj malo manj kot 30 milijonov je zagotovljeno, da rečem, za skrajševanje čakalnih dob. Bodi si z dodatnimi programi, bodi si s tem EDP-jem. Vidim še zadnje vprašanje. Še glede vodovoda na kliniki ORL, pregledovali ste tudi obstoječe garancije. Je še kakšna bančna garancija, ki ne bi potekla, oziroma kdaj so potekle, bo moral sanacijo v celoti kriti proračun ali pač bolnišnica? Glejte, jaz bi res prosila, da počakamo, bomo dali obvestilo za javnost ali tiskovko. Zdaj, če bi rekla, bilo normalno, glede na to, če je to, mislim, da 2011 bilo dano v uporabo, potem bi praviloma mogle garancije za dobro izvedbo del še biti. Ampak se veste, treba je projektne dokumentacije, kašnici in tako naprej. Kako ste izognili ponovitvi dogajanja na Onkološkem inštitutu, ko so sanirali svoj vodovod, zelo dolgo je trajalo, marsikdaj se je zapletlo. Kakšni bodo ukrepi, da ne bo tudi tokratna sanacija imela takšnih težav? Glejte, saj sem že večkrat povedala, kaj vse sem naredila tekom tega mandata. Veste kaj, pomembno je, da so projekti dobro narejeni, da so prave cevi vgrajene, da je pravi izvajalec, nadzornik in da je pravilno vzdrževan. To je, bi rekla, se sliši zelo enostavno, ampak hočem reči, vse te faze morajo biti narejene korektno, a ne, predvsem je pa tukaj pomembno kakovost vgrajenega materiala, nadzor in vzdrževanje, da se temu ne bi dogajalo. Ampak kot vidite, mi smo vodovod na Onko sanirali prej in z manj denarja, kot je bilo prevideno potem, ko je stal. Torej da se, veste, da se, ne samo treba je biti, vsi ti elementi morajo biti izpolnjeni. Če ni več vprašanj, hvala lepa ministrici, hvala vam. In lep dan.